Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sport kluba. Začenja se zadnja četrtina sezone, vanjo pa vstopamo s prekmurskim El Klasikom. Lahko rečemo, Nafta gosti Muro, še četrti prekmurski derbi v tej sezoni. Rivalstvo, ki sega globoko v zgodovino slovenskega nogometa in vedno prinaša obilo strasti, napetosti ter nepredvidljivih trenutkov. To je torej obračun, s katerim bomo odprli ta krog. Videli pa bomo jasno tudi ob tem, ko se tribune že lepo polnijo v Lendavi, kaj nas vse čaka v tem 28. krogu. Pod Lendavskim gradom se bosta torej za točke spopadla Nafta in Mura. Prvi kot na tekmi pa bo izvedel Saboljč Salaj. Saboljč Salaj, nevarna podaja proti Lesjaku, je letela žoga, Špoljarič se obrača, še nevarno, pa še en poskus in zdaj žoga v kotu. Navdušenje domačih privržencev, po tem kotu so zapretili Lendavčani. Njegova ekipa pa med tem v napadu, strelo daleč, nevaren poskus je bil to Salaja, ki je veliko poskušal tudi proti Bravi. Lahko zdaj njihovi ljubljenci poskrbijo za eksplozijo navdušenja med domačimi privrženci po tem kotu. Prazno Raduha, gol je prazen, Špoljarič pa na oddaljenejši vratnici z volejem čez gol. Tole je zaenkrat priložnost tekme. Podaja proti Pirtovšku, še enkrat Salaj. Čoka čaka na podajo in jo je tudi dočakal. Priložnost in gol! Nafta vodi, tam se niso zaustavili domači, čeprav je dišalo po prekršku za 11 metrov, ko šel je tu potem enostavno do konca in na strel Špoljarič in zadev v 31. minuti za vodstvo Nafte z 1-0. Nov zadetek zanj v tej sezoni. In navdušenje med domačimi privrženci. Takole morda prekršek Cipota, morda tudi ne, ampak o tem ne bomo ugibali, kajti bil je na vse skupaj pripravljen Špoljarič in zadev za 1-0. Tako je bilo jasno, da bo nevarno. To ni bilo ne vem kako slabo, kar se tiče meta, ampak Čoka žoge ni uspel preusmeriti proti golu. Zdaj pa takoj spodrsljaj Hrke, Vizinger lahko odgovori, Vizinger preigrava, Vizinger, Antolin, kakšna obramba Mauricija! Pa to je neverjetno. Cipot na Vizingerja, ni prepovedanega položaja, to je super priložnost in gol! 40. minuta, 1-1, veseli se Vizinger. Kako naivno je izpadla domača obramba in super odmerjena podaja v prostor za Vizingerja. Je to 12. zadetek v tej sezoni v prvi slovenski nogometni ligi in zdaj se veselijo gostujoči navijači. Poglejmo še enkrat, Pirtovšek mislim, da je ohranil Vizingerja aktivnega, da tu zares ni šlo za prepovedan položaj. Cipot pa do 40. minute, kako bo zdaj v 53. minuti, Špoljarič in Raduha in zanesljivo Josip Špoljarič za 2-1. Veselje domačih navijačev. Špoljarič do 5. gola v tej sezoni prve slovenske nogometne lige, tudi eno asistenco ima na svojem računu. Takole se veselijo domačini, vodijo pa torej z 2-1. In Mura je znova na potezi, takole je Raduha sicer čakal na Špoljariča, upal na morebiten strel po sredini. Špoljarič sicer igra gre naprej, Murič lahko tudi strelja, nevaren strel in iztegnil se, kolikor je bil dolg Mauricio, da je žogo poslal v tretji kot na tekmi. Ja, na ogled posnetka gre Borošak, zdaj je Matjaž Kek izgubil živce. Seveda se poznata
Zato morda še nekoliko težje skriti čustva, Kek pa izključen. 69. minuta. Še enkrat Špoljarič in Raduha. 72. minuta. In natančno Špoljarič za vodstvo s 3-1. Hat-trick Josipa Špoljariča. Danes mu ne bo preostalo drugega, kot da stopi pred kamero in nam poda tudi svoje mnenje o tekmi, ampak jasno, tekma še ni končana, je pa Mura zdaj v velikih težavah. Novem obdobju, zdaj še morda priložnost za zadetek, ja, in Mura se bliža, ni še konec. 99. minuta, 3-2, Maroša takoj vrača žogo nazaj na sredino igrišča, ali bodo imeli gostje še dovolj časa. Domačini zdaj seveda znova na tleh, kakšen zaplet v zaključku tekme. Dolg dodatek, ki pa bo še podaljšan. Torej 3-2, videli bomo v ponovljenem posnetku, kaj točno se je zgodilo pred golom Žana Mauricija. Proleta je tisti, ki je žogo potisnil čez golovo črto, najprej je škaricami poskusil Maroša, ali potem morda celo tu Jovičevič, tisti, ki je žogo potisnil čez črto, že končala v golu. 100. minuta je v teku, še pušča igro Borošak, Raduha se je zapletel in Špoljarič ima zdaj na milosti in nemilosti prazna vrata in 4-2. Nič ne bo super dramatičnim zaključkom, kajti Nafta je zdaj izkoristila, mislim, da tudi vsaj minimalno pomoč vetra in bo na koncu vendarle prišla do zmage. Špoljarič pa je dosegel, verjeli ali ne, 4 gole na eni tekmi. Veliko slavje domačih, tudi Božiku je odleglo, to si upam trditi. Pripravil je še eno zamenjavo. Ob robu igrišča je namreč pripravljen Ilija Batričevič. Bomo videli, če bo še dovolj časa za izvedbo te menjave. Borna Proleta, boleč poraz na sosedskem derbiju, najprej neka splošna ocena, lahko rečemo konfuzne tekme. Pa da, znali smo teška tekma, to je derbi, znali smo da je Nafta igrala 120 minuta prije par dana, ali opet nikad ne možemo podcijeniti Naftu u ovakvu utakmicu, znamo šta znači utakmica za okolinu. Nažalost, nismo imali sreće danas i Nafta je pobjedila. Kaj je morda botrovalo energiji na sredini igrišča, da so naftaši v drugem polčasu bili konkretnejši? Pa dobro, krenuli smo u drugo polovrijeme, ok, na početku polovremena imamo penal gdje se moramo otvoriti nakon penala, gubimo 2-1, po tome Nafta slaže kontre, nama je bilo riskirati i nažalost kaznili su nas sa još 3 pogotka u drugom polovremenu. Borna, najlepša hvala in srečno. Josip Špoljarič, nesporni junak današnje tekme, 4 goli. Kaj sploh reći po takšnem obračunu, ko gre napadalcu praktično vse u gol? Pa evo, iznimno sam sretan i ponosan što smo pobjedili utakmicu. Derbi kao derbi, jako težak i mislim da smo na kraju zasluženo pobjedili. Kaj pa ta trenutek na tribuni, ko vzklika vaše ime, kaj na primer to nogometašu pomeni, predvsem po takšnem derbiju? Pa je sigurno da godi to, ali bez ekipe ne bi ništa bilo, tako da ekipa je prije svega. Moram vas izvati, vaš PR-ovec je rekel, da ste obljubili, da na tekmi date 2 gola, oziroma da je on rekel, da če boste dali 2 gola, da pridete na izjavo.
Je bilo to res? Da, bili smo se nešto okladili, 2 gola na kraju, eto 4, eto iznimno sam sretan i zadovoljan, stvarno. Najlepša hvala. Mr. Božic, this is football. You win derby and you're a hero. What can you say about this match? It was quite a derby. Yes, I think this is why I love this job. I think we are working for these moments. I don't have to tell anything else. If you look around in this stadium, this is what we are working for. So I just would like to congratulate the team, the fans, everybody, because everybody deserved it. And there's no better thing than start the last round like this. How much are you proud of your players for today's performance after the loss in the cup? It was very, very important match for you in the relegation battle. Yeah, I think we were smart, we were patient. There were no panic. The team was absolutely mentally stable in the whole game. It was the key of the success. After 1-1, we performed the same way, and then everything started to work. Were you afraid when Mura scored in the last seconds of the match? I saw her face on the television. I'm never afraid. I just have the experience in these situations, and I think the most dangerous position is the 2-goal lead in every situation, because you never know how the team react in mentally, especially in these situations. But I'm really proud of the team, because this is not the first time when they prove it, that they improved a lot, especially in this mental aspect. I can tell you the Primoria game at home, when we were in a leading position 2-0, then in 10 minutes it was 2-2, and we did not collapse. We had the chance to win that game also. Of course, when you feel that you have this big chance to go so close to Radomir to 3 points, to put pressure on them, and I think there is a huge pressure on them right now. Of course, in the last minute, you want to blow the whistle from the referee, and that's what we waited for. It was a very long extra time, but it's in the football that sometimes the opponent scores in the last minute. What is important, the reaction of the team. Mr. Božic, congratulations and thank you. Thank you very much. Thanks, see you. Matjaž Kek, težko je stopiti pred kamero, takoj po tekmi vem, da je glava vroča, ampak vseeno, kako ste najprej videli prvi, drugi polčas igro vaših fantov, neka ta splošna ocena tekme? Dobro, kot prve čestitke Nafti za zmago. Mislim, da do teh odločitev VAR-a enakovredna tekma, nekaj priložnosti na obeh straneh, do takrat tudi realno 1-1. Na koncu pa te odločitve so, kakšne so, Nafta iz tega zadela, zmagala, nimamo drugega kot analizirati svojo igro, se obremenjevati z njo in iti že v četrtek v novo tekmo. Če gledava začetek drugega polčasa, dvojna menjava, ko se je zdelo, da želite zares dvigniti ritem, dvigniti kvaliteto, pa se je zdelo, da vseeno že v tistih uvodnih 5-6 minutah pa ni bilo tako najverjetneje, kot ste si vi predstavljali. Točno tako, z Piškom in Marošo smo želeli dvigniti ritem, iti po zmago normalno, preenostavno dobili zadetek, tudi situacija pred tem golom, kak je sploh prišlo do tega penala, smo izpadli preveč naivno in to je tisto, kar moramo popraviti. Omenili ste sodniške odločitve, lahko se dotakneva tiste tekme Maribor-Koper, ko so sodniki tudi podali razlago. Zato sem sam ob pogledu posnetka vedel, da bo prišlo do kazenskega strela. Vi pa najverjetneje z vašega zornega kota želite predvsem neko konstantnost pri teh odločitvah. Pa dobro, ne bom zdaj komentiral odločitev, ker vemo, da če jih bom komentiral, bom kaznovan. Drugač bi si želel kdaj komentirati sodniške odločitve, ampak so oni zaščiteni in pač nismo primorani v to. Morda zdaj samo še neka reakcija, ki jo želite od vaših fantov. Vemo, Mura ima varno točkovno razliko, lahko rečemo, ne tam do 9. mesta, navzgor tudi težko karkoli pritisnete, ampak za mir v hiši pa je seveda potrebno tudi za navijače seveda naigrati vsaj z več energije. Vsekakor že, imamo vsaj to srečo, da že v četrtek nova tekma in reakcijo bomo želeli že takoj jutri na treningu. Ja, tako kot ste že omenili, moramo biti boljši in s tem se moramo obremenjevati nesodniškimi odločitvami. Matjaž, najlepša hvala. Hvala.